Pozdravljeni. Zadnja objava predsednika FIE Ben Sulejema na Twitterju bo morda pri marsikomu izmed nas sprožila kar nekaj vprašanj. Poglejmo si skupaj, za kaj gre. Komaj pred nekaj dnevi smo lahko zasledili namero družine Andretti, da bi v navezi z proizvajalcem General Motors vstopila v svet Formule 1. In seveda minilo je nekaj ur in v javnost je prišlo drugo sporočilo predsednika FIE, Ben Sulejema, ki nam to zgodbo še nekako dodatno poglablja. Videli smo lahko na njegovem računu Twitter, da je bil sam predsednik FIE dokaj kritičen do tistih, ki so dobesedno negativno usmerjeni v to namero družine Andretti skupaj z General Motorsom, da bi prišli v Formulo 1. Ampak vidimo lahko, da ta objava predsednika FIE ima najmanj dve zanimivosti. In prva. V bistvu nisem zasledil nobenega povoda, zakaj bi moral predsednik FIE odgovarjati in to komu. Tudi v samem sporočilu ni razvidno. Pogledal sem razne račune ekip Formule 1, glavnih odgovornih pri raznih ekipah in nikjer ni bila izrečena nobena kritična misel, ki bi hočeš nočeš zahtevala tak odgovor. In drugič. Samo sporočilo. Namreč običajno se na Twitterju dobesedno natipka tisto, kar bi se rado sporočilo raznim subjektom. Ampak tukaj Ben Sulejem je v bistvu postavil fotografijo nekega, verjamem, da daljšega teksta. In izgleda, da je stvar tukaj resna, ukolikor se je nekdo pravzaprav vzel čas in zadevo pripravil, tako kot jo vidimo. A dejstvo je, da ideja družine Andretti o vstopu v Formulo 1 nima zaveznikov. Namreč mnogi avtorji trdijo, da s tem, ko bi prišla 11. ekipa v Formulo 1, bi se ta pogača, ki se deli med vsemi, zmanjšala za vsakega prisotnega približno za 10%. A res je tudi nekaj drugega. Vsak, ki vstopi v Formulo 1, mora položiti kavcijo 200 milijonov, ki se porazdelijo med te že obstoječe ekipe in tako kakšne velike izgube na začetku ni. A mnogi imajo pomisleke okrog ideje, seveda družine Andretti in sedaj tudi General Motorsa. Namreč ne vidijo, da bi njihov prihod prinesel neko dodano vrednost. Sedaj o kakšni dodani vrednosti govorimo? Namreč mnogi se bojijo, direktno povedano, le tega, da pri Andrettih tehnično ne bodo sposobni slediti tistemu, kar so nekakšni osnovni standardi v Formuli 1. Še bolj poenostavljeno, mnogi se bojijo, da pri Andrettiju bodo prepočasni, da bi lahko aktivno sodelovali na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1. Namreč njihove izkušnje, naprimer iz Formule IndyCar, niso dovolj. Namreč IndyCar je bolj podobna Formuli 2 kot Formuli 1. In pravzaprav pri Andretti kakšnih izkušenj kot konstruktorji nimajo. In o tem smo že govorili v predhodnih prispevkih. Ampak to pismo Ben Sulejema je mnoge avtorje nekako spravilo v razmislek, kjer naj bi bil Toto Wolff glavni krivec, ki nima rad Andrettijev. Ampak Toto Wolff o svojih pomislekih se je že izrazil avgusta. In takrat je bil tudi starostne družine legendarni Mario Andretti, ki je dejal, da sam Toto Wolff ima preveč moči.
ampak govorimo o zadevi, ki je javna že skoraj pol leta. In treba je opomniti tudi nekaj, da mnogi drugi šefi ekip so tudi javno izrazili svoje nestrinjanje s tem, da bi Andretti kar tako prišel v Formulo 1. In ne govorimo samo naprimer o Güntherju Steinerju, lahko bi tu omenili tudi Christiana Hornerja. Torej, ni samo Toto Wolff oni, ki ima pomisleke. In sedaj bi tu rad še nekako spravil na dan zgodbo, ki se je zgodila okrog velike nagrade Miamija v sezoni 2022. Zgodba je znana, čeprav so jo malokrat povedali v raznih medijih. Namreč na veliki nagradi Miamija je sam Michael Andretti z neke vrste pismom o nameri šel od ekipe do ekipe in tam glavne odgovorne dobesedno prosil za podporo. In seveda tako je želel doseči neke vrste bližnjico, skrajšati ta postopek približevanja k Formuli 1. Verjeli ali ne, dobil je samo 2 podpisa. In to od ekipe McLaren, kar je bilo samo po sebi jasno, kajti vemo, da sodelujejo še danes, in od ekipe Alpine. Vsi ostali so enostavno povedali ne hvala. In že to je prvi pokazatelj tega, kako v navednicah priljubljeni bi bili pri Andrettih, ukolikor bi jim uspelo. Nekako igrajo na noto javnega pritiska, da bi dosegli nekaj, za kar v resnici nimajo osnovnih pogojev. In vas ta zgodba mogoče spominja na kaj? Mene seveda na tisto že tolikokrat omenjeno in prevečkrat prezvečeno zgodbo o Coltonu Hurtu. Colton Hurta, ukolikor ste pozabili, je član ekipe Andretti v seriji IndyCar. In pravzaprav ta način javnega pritiska v svetu Formule 1 bo za Andrettije verjetno prej škodoval kot koristil. Poglejmo si nasproten primer. Namreč prihod Audija v svet Formule 1 je bil bistveno bolj konkreten in, kar je pomembnejše, bistveno bolj diskreten. Dokler v resnici niso bili z vsem zadovoljni, niso uradno objavili, da vstopajo v svet Formule 1 in pravzaprav kakšnih novic mi navdušenci nismo vedeli. Slišali smo razne špekulacije o tem, ampak kaj uradnega z njihove strani v resnici ne. Podobna zgodba, kar se tiče seveda zaenkrat propadlega projekta Porsche. Ogromno je bilo napisanega, seveda v smislu špekulacij, ampak tistega uradnega strani proizvajalca nismo slišali. Torej, vidimo lahko, da vse nekaj drugega kot pri družini Andretti. In seveda, eden izmed glavnih razlogov, zakaj nekateri niso dali družini Andretti podpore, je v resnici ta, da s seboj niso imeli nekega velikega proizvajalca avtomobilov. In sedaj bodo nekateri dejali, da v tem primeru so pri Andrettih praktično uresničili tisto, kar so od njih zahtevali. Ampak to pismo o nameri, da se bodo skupaj z General Motorsom predstavili v svetu Formule 1, praktično ne pomeni imeti velikega proizvajalca za seboj. Namreč Audi bo vložil tudi svojo tehnologijo, svoje znanje, svoje kapacitete v ta šport. Pri General Motorsu, znamko Cadillac, bomo šele videli, ali sploh imajo potrebne resurse. Namreč tisto, kar so pokazali pri Andrettih, je le golo pismo o nameri, ki pravzaprav ne velja nič. Ampak zanimivo bo, kaj se bo zgodilo v prihodnjih letih. Namreč pred sezono 2026 dvomim, da bodo sploh dobili možnost se prijaviti. Ampak vseeno verjamem, da tudi takrat bodo z raznimi zgodbicami in seveda pritiski polni stolpce
vseh tistih virov, katerih bodo pripravljeni poslušati. In to bi znalo biti, priznam, dokaj moteče. Že sedaj, bodimo iskreni, je. Kdo pa so pri družini Andreti, da lahko dobesedno tako narekujejo ritem, kaj mora in česa ne sme početi Formula 1? In tudi o tem se bomo seveda pogovarjali v prihodnosti. Za danes je pa kot običajno to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.